Tretje generalne skupščine na sinodi se je udeležilo 184 sinodalnih očetov, navzoč pa je bil tudi papež Frančišek. Razprave so potekale na dve osrednji temi: evangelij družine in naravni zakon, ter družina in poklicanost osebe v Kristusu. Na začetku je bilo napovedano, da bo redni konzistorij, predviden za 20. oktober, poleg kanonizacije namenjen tudi razmeram na Bližnjem vzhodu. Konzistorija se bodo prav tako udeležili vzhodni patriarhi in jeruzalemski latinski patriarh. Sicer pa so razprave odprle naslednje tematike. Poudarjena je bila potreba po boljši pripravi na zakon, da bo ta lahko veljaven kot rodoviten. Povedano je bilo, naj se pozornosti ne usmerja samo na zagotavljanje pomoči neuspelim zakonskim zvezam, ampak prav tako na pogoje, ki zakon delajo veljaven in rodoviten. Posredovati je treba takšen pogled na zakon, ki o njem ne govori samo kot o neki točki, do katere je treba prispeti, ampak kot poti do višjega cilja, kot poti osebne rasti in rasti para. Druga točka, ki je bila postavljena v ospredje, je govorila o vplivu medijev pri predstavljanju ideologij, ki so nasprotne nauku cerkve o družini in zakonski zvezi. Rečeno je bilo, da morajo katoličani biti bolje pripravljeni. Cerkev mora ponuditi svoj nauk na jasnejši način, ne predstavljati svojega nauka kot seznama prepovedi, ampak vernikom postati blizu, kot je to delal Jezus. Razprave so se zaustavile tudi pri parih v težavah, ločenih in ponovno poročenih. Kot je bilo povedano, jim cerkev ne sme ponuditi sodbe, ampak resnico z razumevajočim pogledom, da bodo ljudje sledili resnici in sledili cerkvi. V sinodalni dvorani so bile predstavljene še 3 posebne razsežnosti družine: poklicanost v življenje, misionarskost kot pričevanje o Kristusu preko družinske edinosti in sprejemanje drugega.